Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. Moj prvi daljši odhod v tujino je bil z 16 leti, ko sem šla na dekliški internat na Irsko, da bi se naučila angleščine. Življenje tam je bilo precej strogo in trdo, ampak kljub temu je bil to zame najlepši šolski čas. Naučila oziroma zljubila sem življenje v tujini in nikoli pa ne bi si mogla predstavljati, da bom pristala tukaj v New Yorku. New York je največje mesto Združenih držav Amerike. Je njihov finančni in medijski center. Hkrati pa je to 8-milijonsko mesto pravi kotu večkulturnosti. V tej velemestni džungli se aktivno govori nad 200 različnih jezikov. New York ima najboljša gledališča, najlepše parke in najboljše trgovine. Česar ni v New Yorku, tega tudi drugje zagotovo ne moreš najti, pravijo. Srce New Yorka je Manhattan. Indijanci so to pokrajino imenovali Manhattan, kar pomeni otok hribov. Te so v zadnjem stoletju pokrili nebotičniki. V tem vrvežu živi in dela mlada koroška Slovenka Mirna Cvita-Tehovnik, sicer doma iz Celovca. Do svojega 16. leta je hodila na slovensko gimnazijo, potem pa odšla na Irsko, da bi se tekoče naučila angleščine, kot pravi. Z 21 leti je zaključila študij prava v Salzburgu. Na podiplomskem študiju v New Yorku se je specializirala na davčno pravo. Zdaj dela v odvetniški pisarni, ki velja za eno izmed najbolj uglednih v ZDA. Specializirana sem na davčno in pravo. Svetujemo s ameriškim in mednarodnim strankam pri investicijah v ZDA in v tujini. Delo je zelo zanimivo, ampak nažalost tudi zelo naporno. Poprečno sem 12-14 ur v pisarni in kot vidi se delo in papiri se kar kopičijo. V svojem prostem času se rada srečavam s prijatelji, pogosto gremo v nedeljo na brunch, pa poskušamo eno kakšno novo restauracijo. V sobotah pa hodim risati, ker sem tudi zelo rada kreativna. Bil je to moj drugi dan službe, delala sem v odvetniški pisarni, ki je bila v Midtownu. In zjutraj, ko sem prispela na delo in izstopila iz dvigala, sem zagledala pri oknu, sem videla World Trade Center in prvi stolp, kako je gorel in se kadilo iz njega. In potem sem tudi zagledala drugo letalo, kako trči v stolp. Bilo je to vse zelo nerealno. Nekako se mi je zdelo, kot da gledam film in moram priznati, da se nisem prav zavedala, kaj se dogaja pred mojimi očmi. Mirnin brat Mirt po študiju prava v New Yorku zdaj že 3. leto dela v tej metropoli. Jaz sem se zelo zgodaj že šel z doma in dolga leta hodil v tujini v šolo, tako da moja povezava do Koroške mogoče ni tako tesna. Na drugi strani je pa Koroška le kraj, kjer sem doraščal in kljub temu, da sem tako daleč stran, se le vsak dan informiram, kaj se dogaja doma. Odkar živim v tujini, sem spoznala, da ima človek lahko dve domovini. Koroška je domovina, kjer imam korenine, kjer živijo moji starši, moja družina. Na drugi strani pa mislim, da ima človek domovino tudi tam, kjer se najbolje osebno počuti. In to je zame gotovo v New Yorku, kjer imam prijatelje, kjer mi je služba všeč. In mislim, da je to zame kraj, ko se osebno počutim prosta in svobodna. Tukaj smo na Times Squareu, to je na 42. cesti in Broadway. Noč in dan utripajo luči in reklame, vedno je veliko ljudi in živžava. Vsako leto se nabira tisoče ljudi, da praznuje novo leto tukaj. To je simbol New Yorka. Osebno mislim, da je to mesto, ki mi da največji občutek prostosti in svobode. Povsod čutiš posebno energijo in dinamiko, povsod je živžav in to 24 ur. Na drugi strani je to mesto, ki je pravi melting pot, kjer drugod ne vidiš toliko različnih narodov in kultur na enem kraju. Tukaj smo v Central Parku, v lepem vremenu, kot danes je polno ljudi, ki se kolesari, teka, na klopeh sedi, sonce uživa. In kot posod v tem mestu, spet živžav in energijo, ki se jo čuti.
Glede bodočnosti, ne vem, če bom zavedno ostala v ZDA. Zaenkrat sem zelo srečna in zadovoljna z življenjem, ki ga imam tukaj v New Yorku. Osebno si želim, da bom imela tudi družino in otroke in da bom tudi lahko svojim otrokom nudila vse to, kar so mi nudili moji starši.